Kot že rečeno, bo sklenitvijo koncesijske pogodbe dokončno pravno urejeno razmerje med Republiko Slovenijo in Luko Koper, ki je eden od prioritetnih ciljev Ministrstva za promet in Vlade Republike Slovenije. Luka bo s tem pridobila prednostno koncesijo skladno z določili Pomorskega zakonika. Predlog koncesijske pogodbe, ki ga je potrdila vlada, je pripravljen na podlagi usklajenega besedila uredbe. V statutu Luke Koper mora pred podpisom predsednika uprave koncesijsko pogodbo potrditi še skupščina Luke Koper, ki bo predvidoma nekje v avgustu letošnjega leta. Vsebina koncesijske pogodbe je bila na dosedanjih pogajanjih z Luko Koper že vsebinsko usklajena, razen v delu, ki se nanaša na koncesijsko dajatev. Ampak v tem trenutku je seveda najbolj zanimiva ravno ta višina koncesijske dajatve, če se ne omenil, torej koncesijska pogodba predvideva skladno z uredbo letno koncesijsko dajatev v višini 3,5% od poslovnih prihodkov koncesionarja, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Koncesijska dajatev se po plačilu vodnih povračil in dajatev povezanih z rabom morskega dobra razdeli med Republiko Slovenijo in občino v razmerju 50%, torej vsakemu 50%. In koncesija se končno podeli za 35 let.